Življenja si narodi, krepenido čaka dan, da ko da sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo meja. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo, ne vrag, le sosed bo meja. Spoštovani in dragi gostje, cenjeni predsednik Republike Borut Pahor, pozdravljeni in dobrodošli ob že kar 70-letnici študentskega doma v Ljubljani. Morda je bil marsikomu v tvoj stari prizor dobro poznan. Prva selitev v študentski dom, v novi dom. Za marsikoga prvi življenje je stran od staršev in v velikem večjem mestu kot so bili vajeni. Za formalni začetek bivanja študentov v Ljubljani štejemo 20. junij leta 1992. Takrat je Svet za kulturo in prosveto ustanovil javno službo Študentsko naselje. Danes se bomo sprehodili skozi zgodovino študentskega doma v Ljubljani, ker bomo tako najbolje videli, kako zelo se je spremenil v zadnjih 70 letih. Pa naj nas na sam začetek, tja v 50-ta, popeljeta Natalija Krulec in Tomaž Šukmar s pesmijo Fever. Everybody's got the fever. There's something you should know. Fever isn't such a new thing.
fever with my flame with you. Whoa, fever, I'm on fire. Your fever, yeah, I'm gonna pursue. Captain Speed and Pocahontas had the rare man the fair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you think he gave me fever?" With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missions. Daddy, won't you treat me right? Now you listen to my story. Here's the one that I have made. Chicks will go to give you fever. Be a Fahrenheit on centigrade to give you fever. When you kiss him, fever if you even learn. Fever till you season. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Lovely way to burn. Hvala za čudovito izvedbo. Kako zelo se je ŠD razširil, pa je opazno že po številu prebivalcev oziroma stanovalcev. Prvotno je bilo zamišljenih, da bodo postavili 5 študentskih domov. Tako sta zrasla dom 1 in 2, ki sta sprva prenudila malo manj kot 500 stanovalcev. Kmalu zatem so sledili še 3 in 4, 4 leta kasneje so postavili še dom 5. Pred tem so študentski domovi premogli malo manj kot 1500 ležišč. O tem, koliko študentov lahko študentski dom Ljubljana sprejme danes, bo spregovoril direktor ŠD Tomaž Pečnik. Prosim. Spoštovani gospe in gospodje, cenjeni predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, cenjeni državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Mitja Slavinec, cenjeni podžupan mestne občine Ljubljana in državni svetnik Dejan Crnek, cenjeni ostali visoki gostje in nastopajoči, dragi prijatelji, zaposleni, študenti in naše stanovalke in stanovalci. Hvala za dobro iztočnico. S ponosom lahko potrdim, da študentski dom Ljubljana danes ne zagotavlja zgolj bivanja mnogim slovenskim in tudi tujim študentom, smo mnogo več. V preteklih 7 desetletjih smo postali res številčna skupnost. Želimo zagotoviti okolje, ki nudi zdravo in zadovoljno bivanje in to že 70 generacijam študentov. Seveda zavedanjem, da moramo vse to ohraniti tudi za prihajajoče generacije. Samostojno bivanje predstavlja eno od ključnih točk osamosvajanja. Mladi se s stanovanjsko problematiko največkrat prvič srečajo z vpisom na želeno fakulteto. Bivanje v študentskem domu tako mnogim mladim pomeni odskočnico v zrelost in neodvisnost. Zato smo na vse storjeno skozi leta lahko še dodatno ponosni. A kljub vsemu je subvencioniranih študentskih ležišč še vedno občutno premalo. Da pa si začrtamo želeno smer v prihodnost, je potrebno poznati in ceniti tudi svojo zgodovino. Ne bom našteval vseh obdobij razvoja, ki bodo predstavljeni v današnjem programu in vseh kultnih domov, ki so del ŠDL, pa vendar bi predvsem želel poudariti, da ima tudi vsak dom posebej bogato zgodovino in posebno mesto v spominih naših stanovalcev in obiskovalcev. V minulih 70 letih smo korak za korakom rasli in rasli. Prva študentska ležišča smo v Ljubljani zgradili že leta 1950 v naši neposredni bližini, tukaj v Rožni dolini, zadnje 3 domove pa leta 2006. Danes v ŠDL skrbimo za več kot 7500 ležišč in stanovalcev v 29 domovih, ki so tako kot visokošolski zavodi razvejani po vsej slovenski prestolnici
in sicer na 5 lokacijah. V Rožni dolini, kjer se trenutno nahajamo, pa tudi v mestnem logu v centru za Bežigradom in v Šiški. Če je bil na začetku zasnove študentskih domov poudarek na bivanju, se je med stanovalci že zgodaj pojavila želja in potreba po kulturnem in športnem življenju, ki ga je razvoj domov s koncentracijo študentov tudi omogočal. S časom so domovi v sodelovanju s stanovalci razvili tudi tovrstno infrastrukturo. Predvsem pa smo si vsi, kot že omenjeno, postali del posebne skupnosti, ki je imela tudi vpliv na mnoga družbena gibanja, ki so skozi zgodovino močno vplivala na tok in duh časa. Ljubljanski študentski domovi so bili ves čas pomembno vrelišče družbenih sprememb, s tem pa študentje nosilci razvoja in prinašalci nekega novega časa. A čeprav govorimo o stenah in zidovih, se je ves čas vedelo, da doma ne naredijo te stene in ti zidovi. Zato smo tudi z današnjo slovesnostjo želeli poudariti tisto nekaj več, o čemer govorim tudi danes. Že 70 let smo namreč več kot le streha nad glavami študentov. Tisto nekaj več seveda prinesejo ljudje, stanovalci in pa zaposleni. Sodelovanje študentov stanovalcev v procesih odločanja je bila prelomna smernica takratnega vodstva. Za vzpostavitvijo trajnega partnerskega odnosa med vodstvom in študentskim svetom stanovalcev so se v domovih začele izvajati tudi številne druge interesne dejavnosti. Paleta različnih športnih, kulturnih, glasbenih, zabavnih projektov je dala zavodu dodano vrednost in prepoznavno identiteto, s katero se ponašamo še danes. Kultne majske igre, ki se zaključujejo danes večer ob današnji obeležitvi naše 70-letnice za Bežigradom, obsegajo 3-tedensko dogajanje s skoraj 80 dogodki na področju kulture, športa, zabave, ki jih organizira študentski svet stanovalcev našega zavoda in to že 39 let, kar pomeni, da prihodnje leto obeležujemo tudi njihov visoki jubilej. V 70 letih obstoja so ljubljanski domovi večkrat menjali ustanovitelje, pravne oblike in poslanstva, menjala so se vodstva, a dovolite mi, da ob tej priložnosti izpostavim junij 1991. Ne samo zaradi nastanka nove slovenske države, temveč tudi zaradi stabilizacije razmer v okviru našega zavoda. Takrat je vodenje zavoda prevzela Ksenija Prešer in ga uspešno vodila kar naslednjih 22 let. Z najdaljšim stažem vodenja od nas vseh. Pod njenim vodenjem se je ŠDL razvijal in rastel in se dokončno izoblikoval v to, kar poznamo danes. Zatorej, gospa Prešer, iskrena hvala. Ko sem prevzel vodenje študentskega doma Ljubljana, nisem niti v sanjah pomislil, da bomo kot družba soočeni s tako travmatično izkušnjo, kot nam jo je prinesla pandemija koronavirusa. Bremena te krize nismo nosili enako, nekatere generacije so plačali višji davek, še posebej mladi. Posledično se je med njimi razvil občutek, da so prepuščeni sami sebi, pogrešali so socialne stike, druženje s prijatelji in sostanovalci. Po svojih najboljših močeh smo se trudili zagotavljati varno in zdravo okolje, a prilagojen proces študija je čez noč spremenil tudi bivanjske navade študentov. Kot javni zavod z omejenimi finančnimi viri in zatečenim stanjem smo se težko prilagodili na nove okoliščine, a nam je uspelo prav po zaslugi predanih in nadvse strokovnih zaposlenih v našem kolektivu. Kolektiv, ki je v vseh teh letih razvil posebno empatijo za delo študenti. Verjemite mi, da ni bilo lahko zapreti vrat, prepovedati druženj, vpeljevati več nadzora, pa vendar sta želja, da ostanemo živi in zdravi ter odgovornost, da zajezimo skupaj ta zahrbtni virus, prevladali in zmagali. Naj bo to razlog več za slavje in praznovanje našega jubileja. Spoštovani, danes z razlogom slavimo takole skupaj zbrani in povezani, ker skupaj zmoremo več in bolje. V korist študentov, ki bivajo tukaj v Ljubljani in tudi tistih, ki k nam šele prihajajo. Današnji dogodek je zastavljen predvsem kot prelet zgodovinskih mejnikov bogate 70-letne zgodovine našega zavoda.
Pa vendar si želim, da je današnji jubilej tudi znanilec nekih novih svetlih sprememb, zlasti na področju investicij. Želim si, da čim prej pričnemo uresničevati načrtovano gradnjo novega študentskega doma, skoraj 400 ležišči na Roški cesti v Ljubljani, kot tudi nadomestno gradnjo podobne kapacitete na Litostrojski cesti v Ljubljani. Tudi zato pozdravljam in osebno podpiram pobudo Univerze v Ljubljani za še bolj intenzivno sodelovanje in povezanost v prihodnje, s čimer bi zagotovo okrepili tudi iskanje skupnih rešitev na področju nastanitve študentk in študentov ter razširili možnost sodelovanja na drugih področjih. Zavedam se, da nič ne deluje po principu forma brez vsebine, zato si prizadevam, da nas, dragi gostje, ne gledate kot gola nekje celo dotrajano infrastrukturo. Sobivati pomeni sodelovati, se pogovarjati, se slišati in razumeti, se spoštovati ter spodbujati k različnosti. Naj bo ta praznični jubilej pravzaprav ponujena roka vse vključujočega sodelovanja in medsebojnega spoštovanja na poti k zagotavljanju primernih bivanjskih pogojev in zadostnega števila študentskih sob. Še enkrat hvala vsem, ki ste se prijazno odzvali našemu vabilu in še enkrat dobrodošli v Študentskem domu Ljubljana. Najlepša hvala za te besede. Mi pa se bomo med tem vrnili kar nazaj na začetek. Prvi domovi so bili vsi grajeni po enakem principu in sicer na podlagi načrtov Eda Ravnikarja. Imeli so dvoposteljne sobe, pa skupno kuhnico in kopalnico na hodnikih. Domovi so bili grajeni z delovnimi akcijami študentskih in tudi drugih mladinskih delovnih brigad. No, potem pa je v 60-ih prišlo do razvojnega preskoka. Takrat so v Rožni zrasli prvi 3 stolpiči. Zasnoval jih je arhitekt Ivan Štrukelj. So pa bila 60-ta pomembna še zaradi enega doma. Zaradi enega prvih domov, ki je bil zgrajen zunaj Rožne doline in ki ga študentje bolje poznajo pod imenom Stara Gerba. Gerbičeva 59 je gotovo tisti dom, ki ima eno najbolj pisanih in pestrih zgodovin, pa tudi eno najdaljših tradicij. No, mene tja danes sicer bi spustili, takrat pa žal ne, ker je bil to na začetku moški dom. Kljub temu sem prepričana, da so se tam pletle razne simpatije. Takrat je namreč Elda Viler pela pesem Nora misel. Gotovo si jo je kdo prepeval. Prosim za tvoj poljub, sprehaj se z njimi v temi
si ti med nama tu. Slišim glas, ki mi govori, dovolj je nežnosti, so ljubezni tvoje si. Nora je misel, da grem, ljubezen se zdi, a mislim, da ljubim se s teboj. Blazne, blazne, blazne misli, da si ti, ljubim se zaprtimi očmi. Nora je misel, da drugemu se predam in sanjam, da znova srečo sem s teboj. Blazne, blazne, blazne misli, da si moj, da me širi vidim tvoj obraz. Ja, kako lepo. No, pa da se vrnemo nazaj k tako imenovanim Gerbičevcem. Konec 60-ih so namreč samoiniciativno sprejeli domski red. V začetku 70-ih so svet bloka, vsak dom je imel svoj svet, razširili v vlado. To vlado še danes sestavlja 8 članov. Drugo ime za dom na Gerbičevi cesti pa je tudi Kraljevina Gerbičeva. Imajo namreč svoj grb, pa žezlo, celo himno. In naj vam povem, še danes na prav vsakem domskem dogodku zapojejo himno. Konec 60-ih in v začetku 70-ih so bili sicer postavljeni še dom 8, 9 in 10. Pa tudi prenovljeni dom Akademski kolegij in stari dom FDV. In takrat je po Ljubljani, pa tudi po študentskih sobah, odmevala popevka Na vrhu nebotičnika. Vabim Sašo Lešnjak, da nam jo zapoje. Spodaj Ljubljana pomanjšana,
Hvala, Saša. Konec 70-ih in v začetku 80-ih pa se je začela gradnja domov na Kardeljevi ploščadi za Bežigradom, kjer je zrastlo prvo naselje z domovi apartmajskega tipa. To pomeni, da sta vsak apartma sestavljali 2 dvoposteljni sobi, imeli sta skupno kopalnico in kuhinjo. V naslednjih letih so po načrtih arhitekta Jožeta Koželja zgradili še domova 11 in 12 in takrat so svoj dom prvič dobile tudi študentske družine. Do leta 2000 so bili zgrajeni še 4 študentski domovi. V 80-ih pa se je začel tudi en zelo še danes pomemben festival, ki ima, kot je omenil že tudi direktor, že kar 39-letno tradicijo. Govorim o majskih igrah. Stanovalci Germičeve so svoje tradicionalne domske igre prenesli v Rožno družino in dolino, kjer so kasneje dobile svoje mesto prav majske igre. Majske igre so zelo hitro postale popularne in so iz tedenskega dogodka hitro zrastle v 3-tedenski, letos, če se ne motim, celo 4-tedenski dogodek. Že dolgo nazaj pa so tudi prerasle okvire študentskih domov, saj so nanje vabljeni prav vsi študente, pa tudi vsi tisti mladi po srcu. Organizator majskih iger ostaja študentski svet stanovalcev ŠDL. Naslednjim se nam bo na odru tako pridružil predsednik sveta stanovalcev Patrik Čelik, še prej pa prisluhnimo pesmi Nece Falk, ki je prepevala o življenju v internatu. Saj prespolni časa bilo. Pogrešam kmetijo, očeta in tebe in malega ljubca vse bolj. Veš, to ni nič njiju, ni našega sonca, to je le sivi beton. Namesto ptic zbudi me motor, namesto jutra sreča meglo. In v ta hrup škripanje zavor, kaj tišina je tu sploh ne vedo. Vsi ljudje hitijo, panje, ki živijo, so obrazi obrnjeni v tla, nihče nikogar ne pozna. Kako je doma, je liska že spila, na njo mislim vsak dan. V štali bo to zdaj prva sprememba, kar pika, prodali smo lan. In Florjanov Joža mi je dejal, ko odhajala sem na to pot. Naj pošljem naslov, češ da bo prišel v eni od prostih sobot. Namesto ptic zbudi me motor, namesto jutra sreča meglo. Ves ta hrup, škripanje zavor, kaj tišina je to sploh ne vedo. Vsi ljudje hitijo, panje, ki živijo,
pismo končujem, počasi pravim se spat. Če stane zaspal je samico za naš internat. Najlepša hvala za še eno odlično izvedbo. Zdaj pa bi na oder povabila Patrika Čelika. Dobar dan, spoštovani gostje, hvala za obisk. Hvala Obliki za besedo. Na tem odru ob tej priložnosti bi si jaz vzel par minut, da bi predstavil, zakaj točno je študentski dom Ljubljana našim stanovalcem tako zelo pomemben. Torej, zakaj to ni le neka začasna soba, kuhinja, pravnica, ki jo zapustimo po 3, 4, 5 letih, ko doživimo naš željen nivo izobrazbe, ampak zakaj je to nekaj posebnega? Študentski dom Ljubljana je zares unikaten zavod tako v naši državi kot v svetu. Poseben je zaradi dveh aspektov in to je zaradi njegovega pomena za širši univerzitetni prostor v Ljubljani, ter predvsem pa je poseben zaradi pečata, ki ga pusti na vsakem stanovalcu. Iz vidika širšega prostora, če se tega najprej dotaknemo, ni potrebno pogledati dlje, kot smo že prej omenjali, do dogajanjih v zadnjih 3 tednih, in to so majske igre. Prav danes se zaključujejo, trajale so od 3. do 24. maja. V celoti smo jih organizirali študenti iz zavoda s pomočjo delavcev zavoda in majske igre so izrednega pomena ne samo za naše stanovalce, ampak za širšo študentsko populacijo v Ljubljani. Za vas sem pripravil že nekaj številk, da ponazorimo, o kakšnem obisku študentov govorimo in da pokažemo, da to dejansko festival, ki je prerasel stene zavoda. Organizirali smo 36 športnih dogodkov, katerih se je skupno odležilo točno 3142 študentov. Organizirali smo 7 kulturnih dni s 32 različnimi točkami, katerih se je skupno odležilo približno med 3000 in 3500 študentov. Organizirali pa smo še 3 koncerte, eden nas še čaka, v bistvu se pripravlja prav ta trenutek na Kardeljevih ploščadi, in teh se je do zdaj odležilo 13 000 študentov in mladih po srcu. Vsi dogodki so brez vstopnin in to je zato, ker ohranjamo jedrno vodilo majskih iger izpred 39 let, ki pravijo, da majske igre so v samem osrčju proslava mladosti in na proslavo mladosti ne postavljamo cene. Že samo v mesecu maju smo torej študenti iz zavoda za vse študente v Ljubljani pripravili goro športnih, kulturnih in zabavnih dogodkov, ki služijo širjenju spektra obštudijskih dejavnosti, ki so na voljo študentom v univerzitetnem mestu, predvsem pa služijo medsebojnemu druženju, spoznavanju, mreženju in širjenju obzorja mladih. Brez zavoda ŠDL to ne bi bilo mogoče. Brez zavoda ŠDL ne bi bilo majskih iger in brez zavoda bi bilo univerzitetno mesto prikrajšano za enega izmed najdlje trajajočih študentskih dogodkov v Evropi, z eno od najdaljših tradicij. Ampak, kot sem že omenil, študentski dom Ljubljana je poseben predvsem zaradi pečata, ki ga pusti na naših stanovalcih, in majske igre so le del te celotne zgodbe. Kot je že bilo omenjeno, študentski dom Ljubljana je več kot dom, oziroma, ko pravimo študentje, dom smo ljudje in študentski dom Ljubljana je dom ljudi. V študentskem domu mlad maturant, ki se prvič osamosvaja, spozna ogromno novih ljudi in idej, druženje s sovrstniki mu omogoča širjenje obzorij in pridobivanje novih znanj in poznanstv, ki jih bo potreboval ob vstopu na trg dela. Če ponazorim, v domu Primorec pozna Štajerca, Prekmurec pozna nekoga z Obale, nekdo iz Gorenjske regije pozna nekoga iz Bele krajine, ampak kar je še bolj pomembno, je, da strojnik spozna filozofa, ekonomist spozna umetnika, zgodovinar spozna fizika. Tu se izmenjava širši spektr idej, kot lahko zagotovijo fakultete, in prek tega se tu širi in poglablja terciarna izobrazba slehernega diplomanta, ki obišče te stene. Tu so študenti del skupnosti, ki je pestra in barvita,
Pri bivanju se morajo prilagajati jedno drugemu, komunicirati, se sporazumeti, poslušati, ubesediti svoje želje in včasih potrpeti. Različni ljudje z različnimi pogledi, ki bivajo skupaj in vendarle tvorijo skupnost. V tem procesu se oblikujejo razgledni intelektualci s širino, ki so zmožni odpreti sebe in izraziti svoje ideje in so dovzetni do novih idej. Vse to so odlike, ki bodo študentom koristili na trgu dela in to so odlike, ki tvorijo celostnega intelektualca. V tem smislu študentsko bivanje te odlike krepi in smiselno dopolnjuje študijski proces. S tem je bivanje študenta ključen del procesa oblikovanja uspešnega diplomanta. In ta proces je najbolj izrazit prav v študentskih domovih in izmed vseh študentskih domov je prav študentski dom Ljubljana tisti, ki skozi svojo zgodovino znova pokaže, da te odlike najbolj izraža. Torej, v času, ko je terciarna izobrazba vse bolj specializirana zaradi potreb naše družbe in v času, ko je druženje med sovrstniki vedno in vedno manj, nam prav okolje, ki ga nudi študentski dom Ljubljana, služi za širjenje spektra izobrazbe in dopolnjevanje razgledanega modernega človeka. In v tem smislu ostaja študentski dom Ljubljana enako relevanten, kot je bil skozi svojo celotno zgodovino, ko je pomagal izoblikovati generacije stanovalcev, ki so bili v teh domovih in morda danes celo bolj kot karkoli prej. Hvala. Odrecitirati moram eno pesem. Ne znam, cel teden že vadim, ne znam. Ja, če cel teden radim, pa sigurno znaš. Ne znam, tremo imam. Tremo imaš? Ja. Pecam, zdaj boš ti tole razvadil. Ne, moram. Ja. Ne. Lej, predstavljaj si. Ja. Predstavljaj si, kada stojiš pred eno zelo veliko množico. Množica? Množica. Aha. Pa predstavljaj si, da so, na primer, v tej množici neki pomembni ljudje. Pomembni ljudje? Kot recimo predsednik Republike Slovenije, recimo, ne? Ja, recimo. Dobro. In si predstavljaj, da si v bistvu na neki proslavi. Proslavi? Proslavi. Aha, recimo, kot da je to proslava ob 70. obletnici študentskega doma Ljubljana, recimo, ne? Ja, ne vem, kje si zdaj na to spomnil, ampak ja, lahko, ja. Na primer, recimo. V redu. Ok, zdaj pa zapri oči. Zaprem oči. Pa dihaj. Diham. Dihaj. In potem kar odrecitiraj. Samo povem, ne? Samo povej. Ok. Ciril Zlobec, študentovsko slovo od Podstrešja. Odhajamo. 5 let preživel sem v tej luknji zaprašeni. 5 dolgih, lepih let živel sem v njej in ona v meni. V tej mizi, v teh stoleh razbitih, v tem divanu, ki prah že seda nanj, koliko tu v slednjih stvari skritih je mladih zanesenih sanj. Prijatelji smo tu se zbirali, praznili tenkovrate steklenice in modrovali smo in se prepirali lepote žejni vina in resnice. Vsak v svojo smer prijatelji smo se rašli, po službah mlado kri si ohladili in mnogi na prijateljske vezi ob mladih ženah zdavnaj pozabili. In ti, o ljubljeno dekle, k komu v Podstrešje zdaj zahajaš? Komu telo spet in srce le za ceneno laž prodajaš? Vse mine. 5 študentskih let preživel sem v tej luknji zaprašeni. In zdaj mi je, kot da se nekaj trga v meni. In skoraj ne bi hotel v svet. No pa vidiš, da je šlo, super je bilo. V redu. Ja, super je bilo, res bravo. Ja, saj zato pa so sosedje, ne?
Hvala za študent. Se strinjam. In res je tako. Hvala tudi Patriku Čeliku za besede. Sam je že povzel to, kar bom tudi jaz zdaj povedala. In sicer, da je življenje v skupnosti res pomembno in človeku res ogromno da. Ne le, da skupaj preživiš nekaj najlepših let, nekatera poznanstva in prijateljstva s sabo odneseš za vse življenje. O tem, kakšni so njegovi spomini na študentska leta, pa bi lahko vprašali tudi predsednika republike Boruta Pahorja. Tudi vi ste bivali v študentskem domu, pa vas vabim na oder, da tudi sami poveste nekaj besed. Spoštovani gospod direktor, predsednik sveta stanovalcev, spoštovane gospe in gospodje, študentke in študentje. Najprej naj vsem, ki so tako ali drugače v teh 70 letih in danes skrbeli in skrbijo za študentske domove, izrečem v imenu države izraze iskrene hvaležnosti. Opravili ste zelo plemenito poslanstvo, dostikrat skrito očem javnosti, vendar pa so ga številne generacije študentk in študentov, ki smo in tukaj bivajo, znali ceniti. Rad bi se zahvalil sedanji generaciji študentov, vam, predsednik sveta, da razumete pomen tega posebnega časa in okolja, v katerem se kot študentje znajdete in da ste poleg študijskih obveznosti pripravljeni prevzeti nase tudi neke odgovornosti za, recimo temu, socialno življenje v tem kampusu. Preden se odzovem na vaše vabilo in rečem dve besedi o mojih izkušnjah z študentskim domovi, ne rečem naslednje. Mladi ljudje vstopijo praviloma po maturi v študij v enem zelo pomembnem času njihovega odraščanja, zorenja, ustvarjanja neke svobodne, intelektualne osebnosti, radovedne, ambiciozne. In vsaj po mojih izkušnjah ni vseeno, kje to dozorevanje opravijo. Jaz sem imel možnost v času študija biti tako pri zasebniku kot v domovih, večino časa tukaj v Rožni dolini. In sem imel priložnost ugotoviti, da so pravzaprav tisti študenti in študentke, bodisi da so tukaj doma iz Ljubljane, ali pa žal ne, da jim ni uspelo priti v dom, da so deprivilegirani. Vedno sem razumel priložnosti, tako tudi skozi razgovore z mojimi kolegicami in kolegi, da nam je bilo pravzaprav, da smo imeli privilegij bivati v domu in na ta način, na nek poseben način zoreti skozi ta čas. Ne samo, da smo seveda tukaj bivali, veliko več od tega. Tukaj smo študirali, tukaj smo si pomagali, tukaj smo se pogovarjali o vsakdanjih stvarih, ampak dostikrat smo klepetali in se pogovarjali o pomembnih družbenih zadevah. Že direktor je dejal, da je v teh 70 letih tukaj skozi domove šlo veliko novih, svežih, provokativnih idej izven, recimo okvirjev, ki so presegale tedanja običajna razmišljanja in so že kazale ideje njihove nove horizonte družbenega razvoja. Hočem reči, da smo imeli študentke in študenti in imate študentke in študenti, ki bivate v študentskih domovih, v kampusu Ljubljanske univerze, nek poseben privilegij, da lahko na nek drugačen način izkusite ta pomemben čas zorenja in odraščanja v ustvarjalno osebnost in da izkoristite čas za to, da to v polni meri doživite. Jaz sem bil tukaj v, mislim, devetki, ne vem, je bila to devetka, nasproti je bil radio študent, kdo tukaj iz radio študent? Aha, okej. No, spomnim se, ne vem, kako je danes še, da smo lahko, če smo imeli kakšno noro zamisel, celo vstopili v študijo radio študent, to kar povedalo veter, zdaj ne vem, če še tako svobodno, ampak takrat to bilo. Vsekakor je bil radio študent takrat zelo poslušan medij, smo ga imeli zelo radi, je na nek način odražal neko naše gledanje takratnih razmer v družbi, ki so bile tam v polovici 80 let že postajale malce bolj revolucionarne in so bile na nek način začetek slovenske politične pomladi med študenti.
No, ampak seveda, veliko časa je ostalo tudi za druženje. Spomnim se, da smo seveda zelo radi imeli športne igre tudi v samih domovih. Ne vem, ali je v devetki še po tleh nek tak polivinil ali neka plastična prevleka po tleh. Ampak, ker smo igrali hokej tako brez nič, se nam je zdelo, da to ne drsi dovolj dobro in smo enkrat umešali v vodo milnico in to polili. Tako je tist plošček lažje tekel, dokler smo razbili okna. Ne povem, da sem to pošteno plačal. Kasneje pa direktori ni več prišlo na kraj pameti, da bi to dovolil. Naj tudi povem, da smo zelo pridno študirali in spomnim se, to je resnična zgodba, da je enkrat v moje okno udarilo nek svinčnik pa nek zvezek. Pogledal sem, vzel noter v študentsko sobo in v tistem zvezku so bile že nekaj imena in priimki in je pisalo na veliko spodaj podpisani, svečano prisežen, da s svojim študijem danes po noči ne bom motil žurke, ki bo nad mano. Tako da sem to podpisal in vsega tega smo se tudi držali. Tukaj smo imeli čudovita leta, ne povem, da sem tam v tistem mehnem prostoru, mislim, da so kar še naprej tako mehni kot so bili, da smo tam stanovali 4. Jaz sem sicer imel študentsko sobo za Bežigradom v starem domu FDV-ja, vendar sem tukaj spoznal dekle, na eni zabavi in se potem kar ne preselil. No, ne povem, da sem tam plačeval vse, kar je bilo potrebno, od tega pa je imel korist Vlado Vodušek, če ga kdo pozna, ker je bil moj sošolec in imel rad dekleta in jih je tja vabil na smenke. Tako da je tista soba tudi prav prišla, no mi smo imeli pa tukaj 4 v domu in smo se imeli zelo lepo. Zelo lepo. Tako da mi bo to zavedno ostalo v lepem spominu. Še takrat so bile majske igre, tukaj, večinoma so bile tukaj. Sem in tja smo hodili tukaj v dvorano na športne dogodke. Bilo pa je med nami veliko veselja, volje do življenja, ambicij, da nekaj spremenimo, da se veliko naučimo. Vsega tega, kar se mi zdi, en študent, ki pride v Ljubljano študirati od zunaj, ne doživi, če študira in biva potem zraven pri zasebniku. Rad bi se zahvalil še enkrat, gospod direktor, generacijam tistih pred vami, ki so na najlepši način skrbeli, da smo se tukaj imeli varno, nikoli smo pomislili, da nam bo kaj hudega, da smo sami tja kaj ušpičili, ampak vedno zaradi te mladostne norčavosti, nikoli zaradi kakšnih slabih namenov, da ste nam tukaj omogočali vedno, da smo lahko doživeli še en podaljšek mladosti, čeprav smo seveda počasi postajali že bolj zrele osebnosti, da ste nam tukaj omogočili, da smo lahko tudi ne samo varno, ampak tudi dobro študirali, da nismo imeli skrbi s tem, kje bomo. Mislim, da je tudi še danes to velika skrb študentk in študentov, zlasti tistih iz revnejših socialnih krogov. To, da imajo tukaj varno streho in udobno streho nad glavo, je zelo pomembno za to, da se lahko prepustijo študiju in da ne glede na socialne razmere pač v skladu s svojimi talenti študij dokončajo. Skratka, kot je bilo rečeno, študentski domovi so veliko več od zidov, so tudi veliko več od samega kampusa, so en prostor neke skupnosti, mladih, nadobudnih, ustvarjalnih, ambicioznih ljudi, radovednih, ki se ozirajo naokrog, ki tukaj dobijo somišljenike, ki se tukaj znajo solidno pogovarjati, izmenjati izkušnje, se navdihovati. Zaradi vsega tega se mi zdi, so lahko boljši študentje in spričo tega tudi lahko kasneje boljši ljudje. To je pomembna faza njihovega življenja. Upam, da ga tisti, ki zdaj to doživljajo, znajo tudi ceniti. Vsem, ki tako ali drugače skrbite, da to študentsko življenje tukaj živi in ostaja, da kampus v Ljubljanski univerzi živi, da omogoča to skupnost, o kateri smo toliko govorili, želim še enkrat izreči čestitke. Vsem skupaj pa seveda privoščim, da danes zares na nek način praznujemo. Vi pa prosim danes uspešno sklenite majske igre in kar tako naprej, to je sjajna tradicija. Čestitke, hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, predsednik, da ste to delili z nami.
Čudoviti spomini, jaz sem prepričana, da jih ima prav vsak, ki je kdaj živel v študentskem domu. No, tudi Saša Lešnjak bi šla nazaj, zato jo vabim na oder, da nam odpoje pesem Pelji me nazaj. smo že pri 90-ih. Kot je omenil že direktor, govorimo o ključnem obdobju. Leta 90 in 91 je zavod namreč zaradi slabega finančnega, kadrovskega in materialnega stanja prišel pod ukrep družbenega varstva. Poslovodenje zavoda je takrat prevzel organ začasnega upravljanja, pogovorno poznan tudi kot prisilna uprava. Odnosi med upravo zavoda, študenti in delavci so bili napeti. Slabo finančno stanje in inflacija pa sta zadevo samo še poslabšala. Pestilo jih je pomanjkanje postelj in splošno slabo materialno stanje. Da si bomo lažje predstavljali, kaj je to dejansko pomenilo, smo pripravili 2 anekdoti študentov Rožne doline iz takratnega obdobja, pa jima prisluhnimo. Lega Tomaš, posluži. V glavne, ko sem se iz Savinske, sem tele na Terologalo preselila, to so bili študenti katastrofa. Omaro v študentskem domu sta si delili kar 2 sobi skup. Večinoma v teh omarih že tako razpadli, da si lahko iz ene strani drugo sobo noter videl. Veš, kako je bilo to grozno. Najhujše je bilo pa, da so nam vse prigrizke, vso hrano požrle tete podgane.
Se ni važno, pač tako je bilo normalno, je bilo življenje čas in mogo si se navaditi. Kaj pa pri vas kaj? Prvo se je bilo pa tako. Vakno so tesnila toliko, da je spomladi nametavalo noter cvetni prah in listje, po zimi sneh in čez celo leto je pa vse puščalo. Lijaki, tuši in na konci za povrh še kanalizacija, da je cel štuk smrtno in če ne tev, peše cel dom. Tako je bilo. Tako je bilo, vseeno lepo. No, začasni organ upravljanja je zato seveda pripravil program sanacije. Ta je vključeval tudi preoblikovanje v javni zavod in večjo vključenost študentov, posledično je zato nastal tudi študentski svet stanovalcev. Sicer je to povedal že direktor, pa menim, da je vredno še ene omembe. Organ začasnega upravljanja je vodil Niko Žibret, nato pa je vodenje zavoda naslednjih 22 let prevzela in uspešno krmarila direktorica Ksenija Prežer. Lahko ji še enkrat zaploskamo. Za svoje delo je leta 2010 skupaj s sodelavko Darinko Kabelka prejela tudi najvišjo nagrado Republike Slovenije na področju šolstva. To je nagrada za posebno delo na področju študentskih domov. Zadnji 3 domovi, na Poljanski, dom FDV in na Litostrojski, so bili dokončani leta 2006. S pridružitvijo doma podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana leta 2013 in popolno prenovo doma VŠZ leto kasneje je študentski dom Ljubljana tako dobil današnjo podobo. Zagotovo se strinjate z mano, da so študentska leta resnično ena najlepših. Takrat se odkrivamo, spoznavamo, pa tudi ustvarjamo. In tako je tudi Natalija Krulec, ki smo jo danes že slišali peti, ustvarila svojo prvo pesem. Ob zaključku proslave tako prisluhnimo njeni avtorski. Samo ti. Si kot vrtnica v mojih lasih, trn, ki me bode oči, še vedno čutim, da ob meni si ti, a moj ponos zdaj zapira poti. Kar imava za te igra je le poteza, vsaka me zadane v srce. Besede nežne izgubijo sijaj, ko vedno znova ti obljubljaš mi raj. Ne vem, če znam brez tebe življenje še naprej, ker samo ti, ki poznaš me v srce. Samo ti, ki mi daješ upanje. Samo ti, veš, kam vodijo poti. Si kot kamen, ki pokaže mi raj, a v prepad spet hitro pade nazaj. Še vedno upam in ob tebi lebim, a kaj ko meni zdaj ostaja spomin. Ne vem, če znam brez tebe življenje še naprej, ker samo ti, ki poznaš me v srce. Samo ti, ki mi daješ upanje. Samo ti, veš, kam vodijo poti.
Hvala lepa. Najlepša hvala, Natalija, da si to delila z nami, najlepša hvala, Tomaž, in pa seveda najlepša hvala tudi vam, spoštovani gostje, da ste se udeležili današnje proslave. Zdaj pa bi vas povabila v preddverje, da se podružimo ob pogostitvi in morda tudi tam še malo izmenjamo svoje izkušnje iz študentskih časov.